Vsak dan je čudovit dan, če si ga tako naredimo. Ampak danes bo še boljši, zato ker se bomo igrali kviz Poberi v mestu. Udeležencem zastavimo 7 vprašanj in če na teh 7 pravilno odgovorijo, dobijo 40 evrov. Enkrat lahko enega drugega vprašajo za pomoč, enkrat lahko vprašanje zamenjajo. Moje ime je Marcel Nachtigal in to je Poberi v mestu. Dobar dan, gospa. Ja, a ste mogoče za en kviz danes na ta lep dan? Dajte na mir. Se bo zabaven. Kakšnega mladega nam. Ja, saj smo vsi mladi, a nismo? Ste pa močno. Kakšno... Dobar dan, gospodična. Imate slušalke v ušesih, kar pomeni, da me ne slišite. No, pa lep dan še naprej. Dobar dan. Ste za eno akcijo? Okej. Lep dan, sve ne. Zdravo. En kviz. Ziher, ne? Se nam mudi. Okej, pa kar na pot. Dobar dan, gospa. Ne. V redu. Dobar dan, gospodična. No, pa lep dan še naprej. Dobar dan. Dobar dan. Dan. Ne, 100%. Za en kviz, ki gre. Lep dan. Svinje. Ne znate slovensko. Ja, potem pa bom sam rekel, da uživajte v Ljubljani in se imajte dobro. Dio. Dobar dan. Zdravo. A vam je kaj moto mogoče? V redu, potem se bom pa... Ne, brez zamere. Ne, ni nobene zamere. Dan smo skupaj pa... Lej, pa vajo bom pa pustil. Uživajte v dnevu. Čau. Živo, dobar dan. Zdravo. Pa nasvidenje. Soprnije, silno, da soprnice s črnimi petelini operirajo, a ne? Tako, naslednje vprašanje, Ana. Pozorno poslušaj in odgovori, ja? Torej, ali se sme? Nismo mi edini, ki sprašujemo vprašanje o Ljubljani. Dobar dan, gospodični. Živijo. A se radi zabavata? Pa ja, no. Ja? Jaz isto. Kakšno naključje? A sta za eno akcijo mogoče? Kaka akcija? Evo, da vam razložim, kaka akcija je. Mi delamo en kviz, Poberi v mestu, in vama zastavimo 7 vprašanj. Če pravilno odgovorite, dobite 40 evrov. Tok simpel je. Lahko pa tudi kakšno vprašanje zamenjata ali pa kakšnega drugega vprašata, če vama kaj slučajno naušilo. Sta za? Da ne bomo polovnih smešnic. Ajde, ja. Ti si Gaja. Me veseli, zdravo. Marcel, ti pa si? Anja. Anja. Anja, ti nimaš te verišce, pa nisem mogel prepoznati, kdo si. Anja in Gaja. Koliko ste pa stari? Jaz sem 20. 20 in 19. Ti že študiraš? Obedviš. Obedve že študirata? Kaj pa? Psihologija. Top.
Top. A sta me prebrale? Ne. Imamo svoje mnenje. Živo, Gaja. Živijo. Torej, ti prva boš sodelovala zdaj v tem kvizu, Poberi v mestu. Zate imam 7 vprašanj. Če na vseh 7 vprašanj odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Imaš pa tudi 2 pomoči. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat pa lahko nekoga drugega vprašaš, da ti pomaga, oziroma pokličeš koga, če hočeš. Okay. Ok? Ti je to kul? Si pripravljena? Sem. Dobro, greva kar na prvo vprašanje. Koliko parov kril imajo čebele? En par. Čebelice imajo... Enega imajo zihar. Ja. Enega imajo zihar, Ja, te pa imajo 2 para. imajo 2 para. Si zihar? To je to, mislim, 100%, ne? Ja. Ja? Ja. V redu, pa ne moram nič drugega reči, kot da sta 2 para pravilen odgovor. Je. In greva že kar naprej na drugo vprašanje. Okay. To je mogoče malo bolj geografsko povedano. Ali pa ne. Lej, drugo vprašanje je, kakšne barve križ je na švicarski zastavi? Bel. Bel križ? Ja, bela. In to je Zadnji 100%, odgovor. no? Si toliko prepričana v to? No, Ja, sem. drži. Bel križ. Rdeča zastava, pa bel križ. je Ja. gor. Ok, gremo naprej. Tretje vprašanje. V katerem mestu lahko najdemo predsedniško palačo Kremelj? Kremelj, veličastna zgradba, več stavb je tam. Ne, to In ne. Zdaj imam kam možnost, lahko zamenjam? Ali pa lahko pokličem? zamenjaš, definitivno lahko zamenjaš vprašanje, če ne poznaš odgovora na to. Kremelj. Ja. Palača. Ja? A bova zamenjala? Zamenjamo. Zamenjava vprašanje. Zamenjava. Ok, zapravo to tretje vprašanje, v katerem mestu lahko najdemo predsedniško palačo Kremelj, menjava. Odgovor na to vprašanje je Moskva. O Moskvi. Super. Ruski predsednik je tudi. Putin je tudi noter v Kremlju. Zdaj bova zamenjala vprašanje in greva kar na vprašanje. Prestolnica katere države je Tripoli? To je ena severnoafriška država. Severna Afrika. Ja. Nahaja se nekje zraven Egipta, zraven Tunizije, zraven Alžirije. Okay. Med temi državami je država, katere prestolnica je Tripoli. Okay. Vi se Nanja tudi ne veste, da če izkoristim. Ima 1,8 milijona prebivalcev. Ja, to že vem. Če ti to kaj pomaga? Neč. Ne. Torej smo rekli med Egiptom, Tunizijo. Alžirijo, tam nekje. No, jaz se bom kar sprostil ta čas, da si ti Da se jaz premisliš hočem. svojo geografijo Severne Afrike. A ne more biti kakšno bolj psihološko vprašanje. Ne, Ok, greva reči eno državo, ki ti pade na misel. Severnoafriška. Severna Afriška. Ja. Pa ni Egipt, Pa ni Egipt, ja. Pa ni Tunizija. pa ni Tunizija, pa tudi ni Alžirija. Pa ni, kaj si še tam? Nigerija je, ni. Ali je bolj bolj. A bova vedela, ali Ali ne bi- bova vedela? Ne, ne bom vedela. bova vedela? Ne. A bi vprašala koga za odgovor na to vprašanje? ful, Mava še nisem eno koga, pomoč. jaz saj vem, ja. Bova, da uvedeva pomoč na pomoč. Močna pomoč. Lahko nekoga drugega vprašaš, da ti da odgovor na to vprašanje, lahko nekoga pokličeš. A imaš v mislih koga, ki mu Ne, je nimam. geografija blizu? Znamo koga. Ne, po moje da. Zdaj, ali bova rabila odgovor na to vprašanje, ali pa da ti nekoga vprašaš. Lahko nekoga mimo jedočega vprašaš, nekdo, ki se ti zdi. No pač itak ne vem, tako da bo po moje bolj da vprašam. a ne? Boš da vprašam Ja, nekoga? vem sama, definitivno ne. Ok, v redu. Se pravi, a mimo jedočega boš poklicala nekoga? Dvomim, da bo to kdo tega. Bom poklicala. Ok, koga boš pa klicala? Brina. Brina je ime sošolka je. Brina, haj. Ja, klica sem te, na eni oddaji sem tule, pa imam izbiro enega klica, pa vem, da ti se še kar spoznaš na geografijo, pa poslušaj me. Ja, no, če toliko potuješ.
Katera prestolnica Prestolnica katere države je Tripoli? Pa je v Severni Afriki, pa je obkrožena z Egiptom, Tunizijo, Alžirijo. Ok, hvala, Brina, super si. Okay. Ja, Brina, no, ve. daj, sem te bolj pokličem zdaj. Adijo. Čau, Brina. Libija. Libija. In si zihar? Ja, 100%. 100%. V redu, Libija je pravilen odgovor. Dejansko je No, vedno. lej, Dejansko je vedno. malo smo se umirili, malo smo poklicali Brino, da nam je pomagala. Zdaj pa čas, Okej. da gremo mi naprej s tem našim kvizom. Okay. Pri četrtem vprašanju sva. Kateri pol Zemlje je hladnejši? Imamo dva pola Zemlje, ne? Ja, Katera južni dva? pa severni. pol. Južni pa severni. In kateri je hladnejši? Severni pol. A si 100% na to odgovor? Kje živijo pingvini? Pingvini živijo tam, kjer je zelo mrzlo. Na severnem ali južnem polu? Jaz... Ne, pingvini živijo na... Ne vem. Ok, enega izmed teh dveh Ja, to vem. mečeva kovanc. Ja, lahko. Ne, severni ali južni. Ja, Torej, ja. ja, jaz bi rekla, ne vem, severni. Ti bi rekla severni? Ja. To je tvoj zadnji odgovor? Ja. Gaja, najlepša hvala za sodelovanje, ampak nažalost je bil južni pol pravilen odgovor. Rekla sever. Severni pol hladnejši kot južni. Ne. A ni. res? Ja. A no, vsak dan se nekaj novega naučiš. To pa res. Zdaj sem se To je pa spomnila, res. Da je Libija, ima Tripoli. Tako, najlepša hvala, Gaja. Oj, Zdaj pa je hvala. čas, da gremo na oglase, potem pa se že vračamo. Na kvizu mi je bilo super, počutila sem se sproščeno, ful so mi všeč vprašanja vsak dan. V bistvu zdaj sem zelo veliko novega, naprimer, da je Tripoli prestolnica Libije, da je južni pol bolj mrzlo kot severni. Drugače pa ja, super je, da imaš eno možnost zamenjati vprašanje, pa da lahko nekoga pokličeš. Mi je všeč, pa tudi se mi zdi ful pučno. Anja, si pripravljena na kviz? Sam. Si. A te je moje petje na to spomnilo? Ali je prav? Wow, jaz bi mogel začeti z neko pevsko kariero, očitno. To je tvoj zadnji odgovor. Kličemo Brino, staro prijateljico kviza Poberi v mestu. Jones. Ne, čakaj, ne bom. Noč. Ja, ne. Še enkrat je priimke. Poznaš kaj Ne ti vem, res? Ne. vem samo, kdo je Rafael Nadal. Babi zdaj le malo šiva, mogoče malo klekla. Ne, ona je na fejsu. Ona na Facebooku. Itak. Moderna babica. Ja. Ne, ja, vse. Tako, dragi moji, vračamo se iz oglasov in z nami je bila Gaja, ki je preizkušala svojo srečo s kvizom Poberi v mestu, sedaj pa je na vrsti tvoja prijateljica Anja. Anja, si pripravljena na kviz? Sam. Si. Mava 7 vprašanj, če na vseh 7 vprašanj odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov, imaš pa na voljo tudi dve pomoči. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat pa lahko vprašaš mimo jedočega, prijateljca, nekoga pokličeš po telefonu, da ti pomaga z vprašanjem. V redu. V redu, greva kar na prvo vprašanje, ki se glasi: s katero roko piše večina ljudi? Z desno. Z desno? Ja. To je tvoj zadnji odgovor? Ja. Definitivno, z desno roko je pravilen odgovor. Greva kar naprej na drugo vprašanje. Ti si sedaj na fakulteti, ne? Kateri letnik? Prvi. Prvi. No, moje vprašanje se glasi: kateri letnik fakultete obiskuje Bruc? Prvi. To je moj zadnji odgovor. Zadnji odgovor. Kako ne boš vedela, če si sama brucka? Gremo naprej na tretje vprašanje. Pomanjkanje katerega vitamina povzroči skorbut? Enega vitamina. Ta vitamin je recimo v pomarančah najdemo ta vitamin. In ker rabimo veliko tega vitamina... A v limonah ga tudi najdem. Tudi. Pa tudi take tabletke obstajajo s tem vitaminom. Koliko vitaminov pa poznaš? Kjer je ta prvi vitamin, ki ti pade na pamet? Ja, prvi mi C pade na pamet, Ja. zato... Jaz bi rekla kar C, no. Bi rekla kar C? In to je tvoj zadnji odgovor? Vitamin C je Ja. pravilni odgovor.
Greva kar na četrto vprašanje. To je že polovička, že na polovici do tam Ja. sva. To je Četrto neka težka. vprašanje. Katera katastrofa je leta 1666 uničila velik del Londona? Ena izmed katastrof. Velik del Londona je bil uničen tam. Kakšne katastrofe ti recimo padejo na pamet? Meni pade požar. Tebi Na pade pamet. požar na pamet. A si sigurna v požar? Ja, Ja? sem. Izrekla požar. Požar je pravilni odgovor. Zelo dobro ti gre, zelo dobro ti gre. Greva že na peto vprašanje. Peto vprašanje. Kateri ameriški glasbenik je leta 1965 debitiral na filmskem platnu v filmu Love Me Tender? Love me tender, love me... Elvis Ne. Presley. A te je moje petje na to spomnil? Ali je prav? Wow, jaz bi mogel začeti z neko pevsko kariero, očitno. To je tvoj zadnji Ja. odgovor. Elvis Presley je pravilen odgovor. Jo, a ti ne bo razočaran. Gremo na šesto vprašanje. S katero avstralsko pevko je Nick Cave odpel pesem Where the Wild Roses Grow? Poznaš pevca Nicka Cavea? Ne. Ne? Nick Cave and the Bad Seeds. Avstralski pevec. Ne poznam. Kak je naslov? Where the wild roses grow. Kjer rastejo divje vrtnice. Brino bomo poklicali še enkrat. Po mojem, Brina tudi o glasbi, ker vemo. Bomo uporabili eno pomoč, Ja. klic telefonski. Jaz kličem z njega telefona. Kličemo Brino, staro prijateljico kviza Poberi v mestu. Še njo mogli vključiti. Kak je še naslov pesmi? Where the wild roses Where the grow. wild roses grow. Brina je očitno kar taka človeška enciklopedija O ja. za vsa splošna vprašanja. Že kličemo Brino? Že kličemo Brino? Se še ne javlja? Se še ne javlja, v redu. Poklica nazaj. Lahko ji tudi poveš, da je izvajalec Nick Cave. Nick Cave. Ja. Nick Jamski. Jamski Nick. Se ne javlja. Ne. Koga še? Anžeta. Sam ko pa če se Anže Anže. tudi ne bo javil. Kam več se že ne bo javil? Mislim, da zdaj nekaj moramo narediti. Ali bomo enega poklicali zelo na hiter? Lahko tudi menjava vprašanje. V katerem vprašanju smo zdaj? Mi smo pri vprašanju številka 6. Torej imaš Pred samo zadnje dva. vprašanje. Če hočeš, lahko zamenjamo. A lahko zamenjamo, pa pol v sedmem uporabim klic, ko še se bo kdo javil. Lahko. Ajde, no. Torej, šesto vprašanje, s katero avstralsko pevko je Nick Cave odpel pesem Where the Wild Roses Grow, bomo zamenjali za neko drugo vprašanje. Odgovor na to vprašanje je Kylie Minogue. Ja, zdaj pa menjava. S kom je Sonny Bono leta 1965 posnel pesem I Got You Babe? A ti to poznaš? Treba ne? premisliti. A veš ti to? Ja, pa ja vem. Jaz bi dala njej možnost. Se pravi, Jaz ne vem. V mojem bi Gaja vedela. Ja, jaz sem. A si sigurno veš? se pravi, v bistvu zdaj smo zamenjali smo vprašanje, ne? To je bila prva pomoč. imaš pa še samo In ti eno bi rada izkoristila, se pravi, še drugo pomoč, da bi na za to zamenjeno vprašanje dala možnost njej, da odgovori. A lahko jaz odgovorim? A veš, lahko odgovoriš. Sam, če imaš pa narobe, pa Ne, nimaš imam kar več. narobe. Po mojem naj boš da ona odgovori. Se pravi, mislim, naredimo tako, da damo še drugo pomoč in da Gaja ti pomaga s tem vprašanjem. Tako je. V redu, Gaja, torej, s kom je Sonny Bono leta 1965 posnel pesem I Got You Babe? Še? To... 100%. In ti sprejmeš ta odgovor? Pa, ja. Ja, če ne ve. Ja? Ok, v redu, to je pravilen odgovor. Zdaj pa gremo že na zadnjo, sedmo vprašanje. Če uganeš to sedmo vprašanje, dobiš 40 evrov. Obe pomoči smo že izkoristili, tako da zdaj je vse na tebi. So pripravljena? Ja. Kukar smo pripravljeni, lahko, ne? Ja. Ok, sedmo vprašanje. Kateri priimek povezuje igralce Henry, Jane, Peter in Bridget? Jones.
Ne, čakaj, ne bom. Noč. Ja, ali ne? Še enkrat je priimke. Se pravi, kateri priimek povezuje igralce Henry, Jane, Peter in Bridget? Se pravi, 4 osebe, nekdo je Henry, nekdo je Jane, nekdo je Peter in nekdo je Bridget z enakim priimkom. Ti grejo zdaj vsi igralci, Ja. ki jih kadarkoli si poznala po mislih. Ojoj. Ja, ne, mogoče. Kaj ti pade na pamet? Ja, pride mi ta Jones, samo to ne vem, če ful mi je preveč učitelj, ta Bridget Jones. Ok. A rabu bom en priimek bom rabu. Za zadnje vprašanje. Težko vprašanje se ti zdi? Ja, Ja. ful mi je težko. Kukor je tudi prav za neko finalno vprašanje. A ne morem dobiti preveč. Nažalost, nažalost. Tok dober pa spet nisem. Ja, voda. Ja, meni sam ta Jones Ja? spomni, tako da, Vzameva Jones, to je tvoj zadnji odgovor? ja. Nažalost je to nepravilni odgovor. Najlepša hvala ti za sodelovanje. Pravilni odgovor je Fonda. A bi se spomnila to? A tega se ne bi spomnila. Ne bi spomnila. Bi se ti. No, lej, pa redu. več sreče prihodnjič, kaj naj ti rečem. Najlepša vam hvala za sodelovanje. Mi, dragi moji, pa gremo naprej s kvizom Poberi v mestu. Kviz mi je bil ful fajn, ful sem vesela, da sem tako daleč prišla s pomočjo. Malo zmanjkalo, ampak dobro je. Se učimo še, ful mi je bilo fajn. Dober dan. Ne? A si ti za akcijo? Nisi za akcijo. Dober dan, lepo pozdravljeni. A ste mogoče za eno akcijo? Za en kviz? Ne, potem pa uživajte v sladoledu. Hvala, lep dan, dio. Folk bio i prošao. Dobar dan. A žurite? Idemo nekaj pojesti. Ok, potem pa uživajte. Hvala. Čao. No, čakaj. Dobar dan. Ne? Zdihar. Ampak lahko dobite 40 evrov. Ne. No, več takih ljudi, ki bi se branili denarja. Dobar dan. Haj. Perfekt. Topli dnevi so se že kar dobro začeli in zato je bil čas, da se mi malo maknemo iz sončka in pridemo v senco. In z mano je prišla Ejka, ki je naslednja tekmovalka v kvizu Poberi v mestu. Zate imam pripravljenih 7 vprašanj. Če na vseh 7 odgovoriš pravilno, dobiš 40 evrov. Enkrat lahko vprašanje zamenjaš, enkrat lahko za pomoč prosiš nekoga drugega, da ti pomaga. Lahko je mimojedoči, lahko nekoga pokličeš po želji. A smo pripravljena? Sva. Super. Pa greva kar na prvo vprašanje. Okay. Malo bolj športno prvo vprašanje. Športno? Ja. Okay. Katera števila predstavljajo točkovanje znotraj ene igre v tenisu? Poznaš kaj Ne vem, tenis? ne. Ne. Vem sam, kdo je Rafael Nadal. Okay. Drugače pa ne poznam. Začetek je dober to, začetek je dober. Nekaj sva že od tenisa osvojila. Zdaj Ja. uporaba točkovalni sistem znotraj tenisa. Se pravi, katera števila predstavljajo točkovanje znotraj ene igre v tenisu? Če ne veš, lahko Ne vem. uporaba, lahko zamenjava vprašanje? Ja. A zamenjava, lahko pa nekoga pokličeva za odgovor na to vprašanje. A zamenjava? Pa najbolj, da kar najprej pokličeva. Da najprej pokličeva. Tako občutek imam, ja. Ok, Alo. lahko, definitivno. Koga pa kličeva?
Babica. Babico kličeva. Babica je entuzijast, športni in pozna teniška pravila. Ma ne, sam ne. Lahko probamo, a ne? Lahko probamo. Definitivno. Lahko bi tudi koga ustavili, sam ni nobenega. ali kaj? Ja, lej, jaz pa ti sva tukaj, ker meni či zadostuje. A mi lahko vi pomagate? Nisem mimo jedoči, tako da nažalost ne. Aha, okej. Nažalost ne. Kaj, pol pokličem? Kar pokličite babi, ja. Ok. Sam mal, Babi, a je kdaj igrala ona tenis? nikoli, sam Ni. pa gleda televizijo. Jaz jo ne. Aha, ok. No, to je dober Evo, začetek. čakaj. Upam, da se bo javila. Babi ima tajence vklopljeno, ker je zaposlena. Ti še enkrat povem vprašanje, da je už za babi znala povedati. Ja, prosim. Katera števila predstavljajo točkovanje znotraj ene igre v tenisu? Ja, veš, da se ne javlja. Babi zdaj le malo šiva, mogoče malo klekla. Ne, ona je na fejsu. Ona na Facebooku. Itak. Moderna babica. Ja. Ne javlja se. Gleda, da je nedosegljiva. Zgleda, da je nedosegljiva. Lahko Lahko. enega zahaklam. Lahko. Tega lahko. gospoda. En gospod gre. A lahko? Gospod, a vas lahko nekaj vprašam? Ne. Rabim pomoč tukaj, pa eno čujem. Ja, pomoč na eno vprašanje. Eno vprašanje me sprašuje, pa rabim pomoč. Evo. Katera števila predstavljajo točkovanje znotraj ene igre v tenisu? Poznate, kaj je tenis? Tenis poznam, Ja. So števila znotraj ene igre v tenisu, ki predstavljajo točkovanje. Točkovanje. Ja. Zdaj ne vem, kaj je. Začne se z nulo. Ja, 15, Ja. 30, Ja. 40 V redu. in A vzamete ta odgovor? Seveda. In to je pravilen odgovor. Hvala za pomoč. Hvala, gospod. Hvala. Hvala, lep dan vam želim še naprej. No, pa sva našla športne entuzijaste sredi Ljubljane. Hvala Bogu. Hvala ja. Bogu. Ja. Prvo vprašanje sva prebrodila. Sva. Greva naprej na drugo vprašanje. Greva. Greva, leteva. Kaj je od cvrtega v angleški jedi fish and chips? Si že jedla fish and chips? Verjetno. Ja. The chips. Ja, in še druga sestavina od fish and chipsu pa je... Fish. Ja, slovensko Oboje. to pomeni, da sta to. Riba in krompirček. In riba in krompir sta torej zadnji odgovor na to vprašanje. Ja. Definitivno, to sta od cvrti jedi pri jedi fish and chips. A obe sta od cvrti? Obe sta od V cvrti. redu, ja. Tako riba kot krompir. Okej. In zdaj, dragi moji, je čas, da gremo na oglase. Po oglasih pa se vračamo zdaj, ko sem, da odgovorimo na še nekaj vprašanj. Tako, mi smo nazaj z oglasov in tukaj je Ejka z mano. Pri drugem vprašanju so ostala, oziroma dva vprašanja so obdelala. Ja. In če se gremo na tretje vprašanje, Okej. da se približalo polovici teh naših vprašanj. Ja. Torej, tretje vprašanje. Katere vrste alkoholne pijače sta Kerner in Šipon? To je alkoholna pijača, ki bazira... Kako? Kerner in Šipon. Ja, kaj je alkoholna Ja, pijača? to je alkoholna pijača, ki bazira na grozdju. Ja, verjetno da vino, ne? Verjetno, da vino, je to zadnji odgovor. Ali pa kakšen liker, verjetno vino. Ja? Ja, vino. Vino je pravilen odgovor. Okej, super. Greva do četrtega vprašanja. Greva. Kar naprej na pot. Zdaj pa sva na polovički, ne? Ok, super. Super. Avtohtoni prebivalci katere države so Maori? Maori. Gledaš kaj animirane filme mogoče? Zdajle. Ne gledam več televizije, ampak sem gledala, ja. Ena risanka je bila nedolg časa nazaj narejena, Moana se ji reče, kjer ne veste. vem. Maori. En otok je to v bistvu, na južni polobli. Zemljepis, nula. Ja, ja. Tako, Ampak- relativno nova država je, pa zelena. Ne vem, zdaj bi lahko rekla... A zamenjava vprašanje? Deva. Deva zamenjati vprašanje. Ti bom povedal odgovor na to vprašanje. Prav. Torej, vprašanje je bilo, avtohtoni prebivalci katere države so Maori? Odgovor je Nova Zelandija. Če sem hotela reči, sem... Ja, ok. Skoraj sva bila tam. Zdaj Ja, sva zamenjala vprašanje in novo vprašanje se glasi, koliko stranic ima Keopsova piramida v Egiptu? Verjetno da 4, ne? Ja, to je zadnji odgovor. Ja. Potem pa naj bo to zadnji odgovor. Pravilni odgovor, 4 stranice ima. Super, hvala. Super, top. Ja. Sedaj smo na petem vprašanju. Ok.
Spet mogoče malo bolj športno vprašanje. Okay. Filmsko športno vprašanje. Okay. Kateri borilni šport je v filmih promoviral Bruce Lee? Kung fu. Ne. Ziher? Ja, Kung fu se mi zdi kar v redu. kar v redu. A me hočete zafrkati? ali? Mogoče, a vas hočem zafrkati? Mogoče. Mislim, da bi tako simpatično gospodično jaz hotel zafrkati. Čist možno. Ja, ne vem, ne vem. Ne vem. Ne vem, če si upam. Ne vem. Rabo bom eno borilno veščino. Ja, vem, da je borilna veščina, sama, ajde, bom... Sva za kung Ja, fu? rečva kung fu. Pa naj bo kung fu. Ja. Kung fu je pravilen O, odgovor. super. Ja, ja, No, pa sva že pri 6. vprašanju, predzadnje Okej. vprašanje tega kviza. ja. Zgradbo česa so leta 1953 odkrili Watson, Kirk, Franklin in Wilkins? Nimam pojma. To je, lahko ti malo pomagam. Ok, prosim. Ja, to je zgradba nečesa v našem telesu, ki je v vsaki celici, v Kaj katero so, se... zgradbo česa so odkrili? Ja, zgradbo To je česa vprašanje. so odkrili. Ja? Ja. Ja, v celici? Notor se zapisujejo naše lastnosti, ki se lahko tudi malo podedujejo, malo se ne podedujejo, odvisno od koga, ne? Od obeh staršev podeduješ nekaj, od drugega podeduješ nekaj. Kaj, DNK ali kromosomi ali kaj, jaz ne vem. No, nekaj od tega, mogla se bova odločiti za nekaj od tega. Ne. Lahko ti pomagam, eno ali drugo. A je nekaj od tega? Nekaj od tega, kar si povedala. Ok. DNA. Ja, DNK? Ja. Zadnje vprašanje. Je odgovor, ja. To je pravilni odgovor. Ok. To je pravilni odgovor. Super. Zdaj smo pa že na zadnjem vprašanju. Okej. Če tole zadnje vprašanje dobiste prav, Ja. dobite 40 evrov. Ok, Grejo. ajde. Kakšen je priimek ameriških alpskih smučarjev, dvojčkov Steve in Phil? Steve in Phil sta bila dvojčka, ameriška alpska smučarja. Kako sta se pisala? Obedve pomoči so že ponudila, ne? Vse smo že ponudili. Tako da zdaj je vse na tebi. Ne vem, Ti pride kaj na pamet? ne. Ne. Nič tega? Nič. So potem na tej točki zaključila? Ja, sva. Najlepša hvala za sodelovanje. No, pravilen odgovor na to vprašanje je bilo mer. Torej, kakšen je priimek ameriških alpskih smučarjev, dvojčkov Steve in Phil? Mer. No, več sreče ti želim prihodnič, pa vseeno, najlepša hvala za sodelovanje. Hvala vam. Lepo presenečenje, lepa popestritev dneva, lepa priložnost. Všeč mi je všeč, bom vas gledala zdaj. V današnjem kvizu Poberi v mestu smo prišli do konca, nažalost, ampak nič za to, lahko se z nami zabavate vsak dan od ponedeljka do petka ob 8. zvečer in se igrate kviz Poberi v mestu.